Dober večer. Današnje srečanje je tretje in zadnje v nizu klepetov o samostojnosti. Niz teh spletnih dogodkov je pravzaprav uvod v skupino za opolnomočenje staršev slepih in slabovidnih otrok, s katero nameravamo začeti v februarju. Ta skupina bo namenjena staršem slepih in slabovidnih otrok, ki si želijo povečati možnost samostojnosti in neodvisnosti njihovih otrok v mladosti in odraslosti ter izboljšati kvaliteto svojega osebnega ali pa partnerskega življenja ter življenja in zdravja celotne družine. Starši bodo s sodelovanjem v tej skupini lahko pridobili različna konkretna orodja in strokovno in medvrstniško podporo. O samostojnosti smo se v okviru naših klepetov o samostojnosti pogovarjali že z več vidikov. Pogovarjali smo se že o tem, kako spodbujati samostojnost v različnih življenjskih obdobjih. Danes pa bomo prisluhnili ljudem z različnimi življenjskimi zgodbami, z različnimi spoznanji. Vsem mojim današnjim gostom je pa skupno to, da je samostojnost zanje izjemno pomembna vrednota. Tudi zaradi tega na različnih področjih in na različne načine premikajo meje pričakovanega, poznanega, možnega. Vsak na svoj način doprinašajo dragocenost v našo družbo. Danes so z nami Monika Maran, Darja Capuder, Ivan Mlačnik, Zala Hreščak, dr. Tjaša M. Kos in Veronika Vizjak. Dober večer. Večer. Dober večer. Monika, najprej bi kar vas prosila, če lahko z nami delite vašo zgodbo. Z veseljem, lep pozdrav. Najprej opravičilo zaradi kamere, majčkene težave imam, ne uspem usposobiti, tako da upam, da ne bo preveč moteče. Slišimo se pa v redu, a ne? Zelo dobro. Dobro je. Super. Najprej, da se mogoče res na kratko predstavim oziroma da začnem morda z mojim stanjem vida. Sama v bistvu sem slabovidna oseba. Na levo oko ne vidim nič, na desno pa tam nekje 10 do 15%, a ne. Glede na to, da sem prva, kako naredimo? Ali bomo postavljali vprašanja ali povem Mogoče lahko najprej... svojo življenjsko pot na kratko pa... Tako, pol imam pa jaz pripravljenih še nekaj vprašanj. Okej, dogovorjeno. Moja okvara vida je v bistvu nastala tam nekje pri 5 letih starosti, oziroma pred vstopom v osnovno šolo, in takrat je bilo tudi stanje vida najslabše. Kopica posegov, takšnih in drugačnih terapij itd. In že za samo šolanje v osnovni šoli sta se moja starša zelo v bistvu borila, da sem se lahko šolala v klasični osnovni šoli, ker jo imamo namreč čisto blizu doma, praktično čez cesto, in sta si pač želela, da sem jima blizu in da pač poskusimo, a ne, na ta način s prilagoditvami. In na srečo je vse šlo v redu, zelo strpni učitelji, zelo strpni sošolci. Tako mislim, da sem bila kot otrok zelo podprta. Potem kasneje odločitev za srednjo šolo. Obiskovala sem srednjo ekonomsko šolo v Celju. Bi rekla, da je bila to neka izbira, ki je bila bolj neka racionalna odločitev socialne delavke na osnovni šoli, zdravnikov in pa staršev. Jaz se zdaj sprašujem res, kaj sem na ekonomski šoli počela, ker me številke res niso blizu. Ampak sem tam spoznala pravo. To je bil predmet v 3. letniku, v katerega sem se jaz res zaljubila. In v bistvu takrat sprejela odločitev, da bom študirala pravo. Zelo drzna odločitev, oziroma bom rekla takrat še zelo drzna ideja, ker s komorkoli sem jo podelila, je bil šokiran. Niso mi rekli, da to ni zame ali pa da ne moram, ker sem pač
kozoroginja, ki vedno prileze do svojega cilja, a ne, tudi če so mogoče na videz malo nerealni. In so me pač podprla, ne, da smo rekli, prvi letnik, prvi semester, kako bo in se bomo potem odločila naprej. Tako da sem se potem takrat, v bistvu živimo v majhnem kraju na Vranskem, v srednjo šolo sem se vozila z avtobusom, potem pa v Maribor, kjer sem študirala, sem se pa dejansko preselila v študentski dom. In takrat sem se v bistvu prvič srečala s tisto res pravo samostojnostjo, ne. Preživeti, poskrbeti zase in se znajti v bistvu v teh vsakodnevnih situacijah. Ja, potem po zaključenem študiju sem v bistvu bila, mislim, da 2 leti, nekje tam, nisem se mogla čisto točno odločiti, iskala sem službo, nisem našla nič primernega zase, oziroma mogoče sem se nekoliko soočala z nekim tem ožjim izborom delovnih mest kot slabovidna. Po drugi strani se pa tudi nisem povsem videla pri nekem delu v pisarni z računalnikom, z knjigami. Pač študij sem končala, prvo in drugo stopnjo. Potem sem pa se na kratko zaposlila v zavodu Ratio Social v Celju. In pa leta 2021 stopila na tisto pot, ki sem jo v bistvu nekako ves čas si želela, oziroma je bila nekje neka taka skrita želja, in sicer odprla sem svoje podjetje, pravno svetovanje oziroma pravno in komunikacijsko podporo. Istočasno smo s prijatelji ustanovili tudi društvo, Medgeneracijski center, in to sta v bistvu tisti 2 glavni stvarmi, s katerimi se ukvarjamo. Kot prostovoljka neko vodenje oziroma koordiniranje tega medgeneracijskega centra in pa poslovno svetovanje društvom. Ves čas sem se pa tudi v bistvu v času študija in potem vmes, ko sem bila brezposelna, ne, izobraževala, tako da imam kup nekih certifikatov od mediacije do kaj še, ne vem, zaposlitveni kempi, podjetniški kempi, tako da res pač kopico nekega teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga zdaj uporabljam, ne. In mogoče, če zaključim, bi rekla, da se zaradi svojega hendikepa nikoli nisem čutila drugačne, nikoli nisem čutila, da nečesa zaradi tega sama ne zmorem, sem pa to opažala predvsem pri drugih. Da so bili drugi dostikrat veliko bolj skeptični na začetku kot jaz sama, kar tudi mogoče vidim kot neko problematiko, ki jo je dobro, da jo slepi in slabovidni osvetlimo in pač pokažemo, da to dostikrat ni ovira, oziroma tudi če je ovira, v današnjem času in s tehnologijo, ki jo imamo, se vse da. Monika, Zaenkrat iz moje strani, no. hvala vam za vašo zgodbo. Moram povedati še to, da je 4 od naših današnjih gostov skupno tudi to, da so kresničke. Monika, vi ste ena od njih, a ne? Ja, tako je. Okej. Monika, v svoji zgodbi ste med drugim zapisali, da verjamete v to, da so vse še tako težke preizkušnje tukaj z razlogom. Ja. Kaj so vas naučile vaše preizkušnje?
Ja, v prvi vrsti to, da moramo verjeti vase, tudi takrat, ko drugi včasih dvomijo, da naš notranji klic je tako močen, da v bistvu zmoremo vse, a ne. Meni je dala mogoče moja izkušnja, preizkušnja tudi zelo trdo kožo, kar se tiče mnenj drugih. Recimo v osnovni šoli, začetku srednje šole, a ne, to je čas pubertete, so strani vrstnikov dostikrat padale takšne in drugačne opazke, ki so takrat sicer bolele, ampak danes recimo v podjetništvu oziroma ko si javno malo bolj izpostavljen in tudi pač nismo vsi vsem všeč, a ne, takšne stvari v bistvu ne pridejo tako zelo do živega oziroma jih ne vzameš osebno, a ne. Pa tudi to, da ko pogledam nazaj, ti rečem, da če bi moj vid bil v redu, danes ne bi bila tukaj, kjer sem, a ne. Moja želja v otroštvu, recimo kot zanimivost, je bila postati vzgojiteljica, ker imam neizmerno rada otroke. Ampak pač zaradi slabega vida je to bilo pač praktično precej težko, ne bom rekla nemogoče, ampak potem sem to željo opustila. Ne vem, kaj bi bilo, če bi vztrajala, a ne. Ampak me je potem pravo pripeljalo do tega, da sem tako diplomirala kot magistrirala s področja otrok. Prvič iz civilnega prava in drugič otroci v kazenskem postopku. Zdaj kot vodja medgeneracijskega centra pa spet delam ogromno z otroki. Tudi napisala sem knjigo, ki je bila izdana v Brajici, zdaj pred kratkim, tako da se še mimogrede malo pohvalim, a ne. Mislim, da ne bi vplivala pozitivno na toliko veliko ljudi oziroma toliko otrok, kot če bi bila vzgojiteljica, a ne. Kot lahko vplivam zdaj, ko imam res večji doseg oziroma delam z večjimi skupinami otrok in pa tudi staršev, a ne. Zapisali ste tudi, da je bilo vašim staršem veliko težje kot vam. Mislim, da je to eno pomembno spoznanje in ga je vredno malo bolje osvetliti. Zakaj tako mislite? Ja, morda že, če izhajamo iz tega, ne, ko čisto splošni, recimo splošne težave, ki jih ljudje imamo, a ne, vsakodnevne, pa če ste kdaj opazili, se nam določena situacija, ki se nekomu drugemu zgodi veliko težja kot tej osebi, ki se ji to dejansko dogaja, ne. In jaz sem pač s tem živela. To je bilo jaz pač drugega sveta kot videti, kot vidim, a ne poznam. In to je moja realnost, ne vem, kako je drugače in mi je to normalno, okej, a ne. Medtem ko nekomu, recimo mojim staršem, a ne, ki so pa videči in ko so verjetno si predstavljali oziroma ko so me spremljali, ko so pač videli, koliko nekih stvari, za katere sem jaz prikrajšana, oni pa recimo niso, a ne, vidijo verjetno to kot veliko večjo stisko kot jaz sama, a ne. Tudi tako včasih, ko sem se pogovarjala z njimi in začutiš, a ne, da jim je v določeni situaciji težko, medtem ko je bilo meni nekaj povsem vsakodnevnega, ne, sploh to nisem videla kot težavo, recimo. V vaši zgodbi, ki je med zgodbami drugih kresničk objavljena na spletni strani Zveze, ste zapisali še, da je pot veliko enostavnejša, če imamo ob sebi ljudi, ki nas razumejo, nas podpirajo in na nas ne gledajo z usmiljenjem. Prosim vas za kakšno besedo o tem, zakaj je usmiljenje problem. V bistvu je usmiljenje nek odnos, ki nam pogosto jemlje energijo, ne? Tudi z nekega energijskega vidika. Če mi nekoga gledamo z usmiljenjem, mu tem ta občutek pošiljamo, a ne? In mu jemljemo moč. Medtem ko če v nekoga verjamemo, ga s tem vzpodbudimo, a ne? In
Meni recimo osebno so veliko več moči in volje dali ljudje, ki so me podprli, pa čeprav sem čutila, da mogoče mi ne zaupajo povsem oziroma ne verjamejo, ampak so bile njihove besede, a ne, pozitivne in vzpodbudne, mi je bilo veliko lažje, kot če je bil nekdo s tem občutkom usmiljenja, pa mi je rekel, sej bo vse v redu, a ne. Sej tebi bo pa to uspelo, ampak si čutil tisto, Boga, a ne. Kako ti je težko. In mislim, da je tukaj ta psihološko-energijski vidik tisti, ki je zelo pomemben oziroma ima veliko vpliv. Monika, hvala vam. Hvala vam, da ste danes z nami na tem srečanju, za vse, kar ste že delili z nami in tudi vnaprej, kar še boste. Z veseljem in najlepša hvala za to priložnost, da delimo naše zgodbe in da si v bistvu drug drugemu pomagamo in se opolnomočamo. Darja, zdaj pa se premikamo k vaši zgodbi. Tudi vaša zgodba je objavljena med zgodbami Kresničk, pa vas prosim, da jo na kratko predstavite. Ja, najprej lep pozdrav vsem. Jaz sem bila normalno videča do svojega 40. leta, tudi potem še nekaj časa, ko sem dobila diagnozo, to je pigmentna retinopatija, kjer mrežnica odmira. Zdaj, sam proces odmiranja je v bistvu negotov. Takrat so mi rekli 5 do 10 let. No, jaz sem še dolgo rabila, 18 let sem potem še delala, pa še vedno imam kar v redu neke ostanke, s katerim lahko kar precej še naredim. Sveda sama postavitev diagnoze, jaz sem se zavedala, kaj to pomeni, ker ima to isto moja mama. Je bilo težko, moram priznati, in bila sem na takem zelo odgovornem delovnem mestu in je bilo zelo težko. Najtežje je bilo pa v bistvu obdobje vmes, a ne, ko imaš že neke težave, pa nisi več normalno videč, nisi slaboviden, pa tudi slepši nisi. In je polno enih težav, ki jih moraš premostiti, pa ker si v službi, se bojiš stigmatizacije, ne smeš povedati, ker ljudje mislijo, da če ne vidiš, tudi nisi več tako pameten, in to je dejstvo, a ne. Tega sem pol malo več doživela tudi kasneje. Tako da jaz sem potem razvila vse, res, včasih rečem, vse čudežne tehnike prilagajanja, tako v osebnem kot v poslovnem življenju. Enkrat sem pred vsemi poslovnimi partnerji padla, zato ker nisem videla enega pol kroga, ker je plečnik to zelo lepo naredil, ampak za mene to ni bilo. Tako da ja, bilo je veliko težkih trenutkov in ravno te vmes so bili tisti, ker ljudje, če ne vejo, da imaš težave z vidom, mislijo, da si raztresen, neorganiziran, čuden, malo šavrast, ne bi jaz temu rekla. Tako da ta del je bil zelo težek. Ampak sem uspela vseeno še naslednjih 18 let speljati in še vedno, zdaj sem upokojena seveda, in še kar dobro funkcioniram. Pač enostavno sem imela to strašno srečo, da se proces počasi odvija. Za mene sicer prehiter, ne, ampak ta počasna prilagajanja so bila dragocena, ker se ti res na vsak dodaten manko, ki ga imaš, a ne, ki ga je zelo težko opisati, ker to so res drobne stvari, se počasi prilagajaš. Tako da ne bi zdaj, mislim, meni je pomembno, da jaz funkcioniram ves čas samostojno, no, in to, jaz sem bila navajena, jaz sem pač imela tudi tako funkcijo v življenju, da sem bila navajena, da sem odgovorna, da odločam, da je veliko ljudi od mene odvisen in si ne predstavljam in je težko, to je bilo najtežje, da moram biti jaz od nekoga odvisna, no, ampak je bilo treba to sprejeti. Saj sprejmeš, na nek način sprejmeš vse. Je bilo pa težko, moram priznati. Darja, v svoji zgodbi ste zapisali, da je postavitev diagnoze udarila kot strela z jasnega. Napisali ste, da se je vse, življenje, načrti za prihodnost, v tistem trenutku kar ustavilo. Jaz sem prepričana, da je
da je ta občutek še preveč dobro poznan marsikomu. Ja, to je Zanima- bil pa res kar grozljiv občutek, moram priznati. Jaz si namreč svoje življenje vedno predstavljam kot eno premico, ki ima, vsi poznamo te premice, ena stran ima začetek, na drugi strani pa samo puščico, ne? Ker noben ne ve, kdaj bo konec. In meni se je na nek način na tej premici postavila en zid. Postavil se je en zid, ki ga dolga leta nisem mogla podreti. Ker jaz sem se bala, bilo me je zelo strah, kaj bo potem, ko ne bom več videla. A ne? Ker jaz si nisem niti znala predstavljati, kaj to pomeni, ne, ta izguba vida, kje me bo udarila, na kakšen način bom funkcionirala. Malo sem že videla, kako mama funkcionira, ampak se ni znala kaj dosti povedati. A ne? Ker vsak ima tudi svoj, pri tej bolezni je potek bolezni zelo subjektiven, vsak na svoj način, bi rekla, mu propada ta mrežnica. In jaz sem na začetku imela ta občutek, da ta zid je ena bariera in po tistem na nek način kar ni več življenja. Pa ne, da bi umrla, ampak enostavno, kaj bom potem, a ne? Ta strah je bil grozljiv. In zame je bil največji uspeh, ker sem en dan, zdaj bil dolg proces, a ne bi zdaj šla v kakšne detajle, en dan sem jaz uspela, da sem jaz ta zid v svojih mislih podrla. In takrat sem jaz to bolezen sprejela. To je bil zame največji uspeh. A se mogoče spomnite, kaj je bilo tisto, kar vam je dalo moči za to, da ste lahko podrli ta zid, da ste lahko naredili tisti prvi in najtežji korak ven iz tega vakuma? Bilo je več kompleksnih situacij, ampak v bistvu sem mogla jaz odnos do te bolezni spremeniti. Ne, to se pravi, strah sem mogla odpraviti. Strah je bil največji, kaj bo z menoj, ko nam videla. In ko sem se jaz odločila, in ko sem jaz v sebi spremenila ta odnos do tega, saj nisem edina, ne, saj so drugi tudi, a ne, tem, ki imajo slab vid, ko sem se jaz odločila, da tistega zida ni več, a ne, da tudi drugi funkcionirajo še slabšim stanjem, kot sem jaz, nekako je potem en dan, sploh ne znam povedati, en dan se je ta zid kar podrl. Kar podrl se je. Zanimivo, no. Ampak je bilo verjetno že prej veliko priprav, ki jih zdaj tudi mogoče težko opišem, ali se pa tudi vsega ne spomnim več, a ne. V zgodbi ste tudi zapisali, da so slepi in slabovidni, ki ste jih spoznali potem, ko ste izgubili vid, postali vaši vzorniki. Ta Ja, misel točno. se mi zdi izjemno dragocena, še posebej v današnjem času, ki je prežet z individualizmom. Kako ste našli svoje vzornike? Ste se ob izgubi vida morali potruditi za to, da ste prišli v stik s slepimi in slabovidnimi ljudmi? Ali to ni bilo tako težko? Ne, to pa sem. V bistvu, ko sem se včlanila v društvo in začela aktivno spraševati, kaj se dogaja, pa pripomočki, pa iskati stvari, potem je bilo seveda tukaj društvo Svetloba za te genetske bolezni, sem nekako potem prišla v stik z velikim številom slepih in slabovidnih in ugotovila, da sem v bistvu jaz še kar v dobrem stanju in da so drugi v bistveno slabšem stanju. Predvsem pa občudujem vse tiste, ki so že od mladosti ali pa od rojstva, in odlično funkcionirajo. Tako da jaz mislim, da sem imela srečo v življenju. Odlično. Darja, hvala vam. Hvala. Ivan, tudi vi ste eden od kresničk, zraven ste bili celo pri izbiri imena. Zdaj pa prosim vas za predstavitev vaše zgodbe. Dober večer. Ja, glede na to, da je debata o samostojnosti, pravzaprav sem kar malo v dilemi, kam se usmeriti. Ne, moja zgodba, torej za tiste, ki me ne poznajo, jaz sem slep, torej popolnoma slep, že od mojih najstniških let. Kot otrok sem pa recimo bil zdajle po spominu in po, kakor vem, teh ocen vida nekje na robu slepote, kot jo definira Mednarodna zdravstvena organizacija. Tako da nekaj je še bilo, ampak se pravi, to je potem v najstniških letih pravzaprav potonilo.
v pozabo. Tudi sanjal sem kar kmalu kot slep. Tako da. In moram reči, da celo življenje me vznemirja pravzaprav ravno to, o čemer je debata v teh 3 srečanjih. Ne. Torej, kaj je samostojnost? Ne. Jaz sem to zmeraj nekako poskušal razglabljati in se pravzaprav čuditi, da smo slepi tako, bi si upal reči, nesamostojni. Ne? Ker če vzamemo kot osnovno izhodišče definicijo, ki jo podaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, Brigita, hvala za poslano, potem je glavna veja ali pa glavna točka samostojnosti pravzaprav to, da človek razmišlja oziroma odloča samostojno. Se pravi, da mi povemo, kaj bi želeli, kaj bi radi, kaj bomo naredili. Zdaj, jaz bom na podlagi 2 stvari iz mojega življenja podal pravzaprav primer, to je moj lasten primer, ene točke samostojnosti in ene točke popolne nesamostojnosti. Ko sem končeval gimnazijo, je ravno pricurljala iz širnega sveta, ki seveda zna vse in vse ve, novica o tem, kako slepi delajo z računalnikom. To so bila sredina 80-ih let, kjer je računalništvo bilo seveda še precej torej v primerjavi z današnjim časom precej v povojih, a vendarle, in takrat je prišla neka novica, da slepi programirajo, da slepi to ono gor dol. In na mojo nesrečo sem jaz padel v ta ZOS noter, kjer se je neka, recimo temu, politika zaposlovanja med slepimi in slabovidnimi ukvarjala s tem, koga pa zdaj poriniti v to, da bomo mi kot Slovenci tudi dokazali, da pravzaprav znamo z računalniki delati. In na smolo sem bil jaz med tistimi izbranci in še na večjo smolo se nisem znal temu upreti. Kar je tipičen primer res da mladostniške, ampak ravno prej je bilo nekako omenjeno, kako pomembno je pravzaprav, da bi že otroke oziroma mlade navajali na to, da naj izrazijo svoje želje, da naj izrazijo svoja hotenja, da naj izrazijo, kaj oni lahko in kaj ne morejo. Ne pa, da o tem odloča nekdo drug, ki po možnosti še vidi. No, to je res en primer in odšel sem pravzaprav v neko smer, ki se je res kasneje potem razvijala z nekim tempom, ki ga nihče ni niti približno pričakoval in sem se seveda kot slej ko prej izgubil v tem, namreč informatika. Dobro, odšel sem na tisti faks, ga nekako tudi končal. In potem v bistvu se mi je ponudila, jaz živim v Ljubljani, že od tistih časov, se mi je ponudila možnost zaposlitve v bivšem centru slepih in slabovidnih Škofja Loka, kot pač na področju računalništva. Seveda bil sem izobražen informatik, bil sem sam uporabnik računalnika za slepe. In je bilo to pravzaprav ena taka čudovita stvar, tako da v tistem trenutku bi človek celo rekel, da sem imel potem srečo z izbiro faksa, oziroma da mi je bil ta faks izbran, lahko rečem. No, ampak pojavila se je pa ena druga težava. Namreč mnogo kdo je podvomil v to, da bi jaz lahko vsakodnevno hodil iz Ljubljane v Škofjo Loko v službo. In so mi potem priporočali razne stvari, da naj se preselim, da ono gor dol. No, in tu pa gre za, bom rekel, moj primer samostojnega odločanja, tam sem pa za spremembo od tistih let konca gimnazije pravzaprav sam odločil, da bom ostal v Ljubljani, da se bom vozil v Škofjo Loko oziroma da bom poskusil sam narediti, kar se pač da. Če se na koncu izkaže, da se to ne da, bom pač kaj spremenil. Ampak trenutno se da in sem pravzaprav ravnal po svoji presoji, po svojih izkušnjah, po svoji. In seveda tovrstnih
primerov v prvi in drugi liniji je skozi življenje se nabralo kar nekaj, ne. Moje razmišljanje o samostojnosti slepih gre celo v to smer, to je zdaj bolj, recimo, rečemo temu neko teoretično izhodišče, ali kako bi človek temu rekel, ne. Namreč, povedati moram tudi to, da sem jaz ogromno delal potem tudi in kasneje oslepelimi, se pravi kot uslužbenec centra slepih, na naši rehabilitaciji. Ogromno ljudi sem srečal po izgubi vida in to mi je ena zelo dragocena izkušnja. Delal sem pa tudi z mladino, ne, ker je gor bila tudi šola in seveda sem srečeval tudi mladino v najstniških, torej v obdobju srednje šole. In skozi to in skozi življenje, rečemo, povezano z društvi in dogajanjem znotraj Zveze slepih, tako športno področje kot kulturno in ostala področja, sem, moram priznati, bil kar skozi bolj kot ne zraven. Sem prišel do enega spoznanja, da pravzaprav se slepi, pa tudi slabovidni, čeprav mislim, da vseeno malo manj, znajdemo v eni precej hecni situaciji. Namreč, predstavljamo si nekaj. Osebo A, ki je videča, in osebo B, ki je slepa. Oseba A, videča oseba A si seveda predstavlja, da če ji damo črno prevezo čez oči, da ne bo zmogla nič. In na ta način se pravzaprav, torej večina, vedno so izjeme, da se razumemo, ne? Ampak govorim zdaj popolnoma na splošno kot folk, kot ljudje. Na ta način se oseba A do slepega oziroma slabovidnega obnaša. Češ, ne bom jaz kuhal kavo, ker jo najbrž ti ne moš, ne? Bom jaz to naredil, ker najbrž ti ne moš. In ta odnos, pa ta reakcija je najbrž popolnoma razumljiv. Ne? Jaz sem vedno rekel, ne? In prej je nekako bilo namignjeno v to smer, ne? Slep biti ni tako hudo, kot se videčemu zdi. No in potem imamo osebo B, ki pa kot slepa oseba zelo zaupa osebi A. In smo v zanki. Torej oseba B, slepa oseba, slabovidna oseba, zaupa osebi A, ki pa dvomi v sposobnosti osebe B. In nešteto izkušenj v mojem življenju, torej in rečemo temu osebnem življenju, kot tudi v recimo profesionalnem življenju, sem pravzaprav naletel na nekaj podobnega, ne? Kjer smo se zanašali na mnenje nekih oseb, da ne rečem zdaj še, da ne pristavim še kakšne strokovnjake in podobne, ki dostikrat odločajo v našem imenu. Tudi recimo, kot sem prej primer povedal mojega študija, ne? Tudi tu bi lahko našli nekaj podobnega in sem se brez prevelikega odpora pravzaprav predal, ne? In se pravi, ta situacija je pravzaprav precej zoprna in zato jaz nekako sem zmeri poudarjal to, da bi mogli slepe in slabovidne že od samega začetka učiti to, da naj sami govorijo o slepoti. Sami naj povejo, ali pa sami mi povejmo, kaj slepota je in kaj bomo lahko in kaj ne bomo lahko. Ne pa, da o tem govori nekdo drug. Po možnosti nekdo, ki seveda z lastnih izkušenj slepoto nima. Zato se meni recimo ta izkušnja zdi precej pomembna. Še ena stvar se mi zdi pri tej pojmovanju samostojnosti zelo pomembna, ne. Skozi svoje življenje sem odkril namreč, da slepi in slabovidni smo tako, ne. Če rabimo situacijo, kjer smo bogi, če rabimo situacijo, kjer smo frajerji, smo pa frajerji. Jaz mislim, da ena ključna stvar je, da torej to pa spet gre v lastno razmišljanje, v lastno dojemanje, to, da si priznamo, kaj je in kaj ni. Torej, slep biti ali pa slaboviden biti je hendikep, to je pač moje mnenje in tukaj se ne pogajam, ne. Se pravi, tukaj potem razne floskule, ki sem jih poslušal znotraj raznih zborovanj in sestankov in ne vem kaj, da slepi lahko vse in in sploh. Mislim, to je samo
to je samo pravzaprav nagajanje nam. Ne? Mi moramo vsi skupaj lepo priznati, to je to pa to pa to, mnogo kaj se ne da in zdaj tista ključna stvar, mnogo se pa da. In ravno to je tisti srž vse stvari. Ne? Se pravi, ampak kaj se da, naj povemo mi, ne? Torej slepi in slabovidni. Še eno točko bi pravzaprav dal, oziroma bi to razširil, jaz temu rečem zdaj še kolektivna samostojnost. Ne? Recimo, ne vem, kdo se spomne, kdo se ne, ampak recimo jaz trdim, da so recimo slepi pred 40-50 leti bili dosti bolj samostojni, kakor smo danes. Recimo, da pojasnim morda to kolektivno, recimo, ko je v teh letih smo pravzaprav imeli vse inštitucije, šole, smo imeli, rečemo temu, v svoji oblasti, je malo hud izraz, ampak vendarle, imeli smo od ravnatelja v zavodu, imeli smo do direktorja centra, imeli smo do tajnikov na zvezi in tako naprej. Se pravi, organizacije, ki so, recimo temu naše, so bile res naše. Ne? Danes poglejmo, ja, centra za šole, za srednje šole sploh ni več. Skratka, nekako smo se predali, ne? Se pravi, dali smo se v roke drugim. Ne? Se pravi, mi smo ratali kot neke vrste objekti, ki smo v rokah nekih ljudi, ki se na slepoto bolj razumejo, kot se pa mi sami. Ne? Zato bi jaz še enkrat na koncu poudaril, ne? Se pravi, lastno definiranje tega, kaj slep lahko in česa slep ne more. Ne se prepuščati nekomu, ki slepoto nima druge izkušnje, razen to, da pač enega slepega ali pa par slepih pozna. Toliko, jaz mislim, da sem nekako ta svoja gledanja na samostojnost podal, zdaj pa Brigita ali pa kdo drug, če ima kako vprašanje. No, jaz imam za vas še eno provokativno, mogoče majčkeno provokativno vprašanje. Take imam rad. V svoji zgodbi ste zapisali, da izzivi prinašajo priložnosti, priložnosti prinesejo zmage, življenjske zmage, te pa povzročajo zadovoljstvo in dobre občutke. A bi lahko rekli, da smo slepi in slabovidni privilegirani, ker pač na svoji poti imamo v vsakodnevnem življenju več kot dovolj izzivov? Jaz mislim, da je ključno, če si hočemo to priznati. Jaz moram priznati, torej zase, ne, da mi je marsikakšna zmaga, ki sem jo izboril zaradi tega, ker sem slep in sem jo lahko zboril samo zato. Ne, torej, mi je prinesla pravzaprav eno veliko zadovoljstvo. Ne vem, če je zadovoljstvo ravno pravi izraz, ampak neko izpopolnitev, recimo, ali pa nekaj takega. Ne. Meni je zmeri bilo všeč, če sem lahko malce kljuboval, ne, in dokazal, da je nekaj možno, kar vsi trdijo, mislim, kar so mi vsi tumbali, da ni možno in da boš, da se tega niti ne lotevam in sploh. Ne. Tako da ja, saj vemo, v življenju je pravzaprav tako, ne, odvisno je, kam se mi postavimo, kako na neke stvari gledamo. In tukaj se bi kar v velikem procentu strinjal z tem, da seveda daje nek položaj, kjer nimaš ravno vse na dosegu roke, oziroma kjer se je treba za marsikakšno stvar bolj potruditi, kakor morda v nekem, rečemo, zdravem, polnočutnem okolju. Ne, da posledično prinaša to verjetno večje zadovoljstvo. Ne. Recimo, jaz sem nekoč v neki debati poudaril, da nam verjetno pri vzgoji otrok, torej nam slepim in slabovidnim pri vzgoji otrok celo nagaja to,
da je seveda to, priznajmo si, velika življenjska zmaga, vsaj jaz jo tako razumem. In avtomatsko človek, pravzaprav morda malo otroka včasih, no, zdaj se bo to hecno slišati, če rečem preveč rad, no. Ampak vendarle, ne, zdi se ti, da je to naša življenjska, ne vem, res nek uspeh in tako naprej. In včasih, ko bi mogel biti strog, morda nisi toliko strog, kakor bi pasalo v tisti situaciji. Tako da ja. Tjaša, za podobno stvar bom majčkeno kasneje prosila še vas za mnenje. Ivan, imam pa še eno vprašanje za vas. V svoji zgodbi ste napisali tudi, da ste spoznali tako svet videčih kot svet slepih in slabovidnih. In da sta svetova nerazdružljivo povezana, prepletena. Inkluzija bi morala biti velik korak naprej k združevanju obeh svetov. Včasih pa se zdi, da ob tem svet slepih in slabovidnih izginja. Kaj mislite o tem? Ja, manjšina se pač zmeri na nek način utaplja v večini, ne. In je treba biti zelo pozoren do manjšine, oziroma mora biti pravzaprav manjšina sama dovolj pozorna. Ko sem prej omenjal čase izpred 50 let, namreč jaz sem že v teh letih, ko se teh časov še spomnim, oziroma sicer res, da kot zelo mlad in kot šahist in kot sem prej rekel, kar na precejšnjih področjih aktiven v okviru Zveze slepih oziroma slepih in slabovidnih, sem poznal kar nekaj možakarjev, ki so danes že pač pokojni in vem, kakšno je bilo njihovo gledanje na društvih. So oni udarili po mizi in rekli, mi slepi in slabovidni bomo takole naredili. Na zvezi so oni udarili po mizi. Ne govorim, da so zmeri naredili prav. Seveda, vsak se zmoti. Zdaj pa imam občutek, oziroma moje mnenje je, da ne znamo preklopiti v nek nov način. Seveda je način zahtevnejši, kajti slepi, torej mladi slepi in slabovidni so se razkropili. In tukaj bi bilo seveda treba vložiti veliko nekega truda, da bi kljub temu, da živijo v nekem, rečemo, zdravem okolju, normalnem okolju, čeprav morda ta normalnost malo štrli, ampak vendarle, se pravi v domačem okolju recimo, da bi jih pa vsem znali mi pritegniti, da tudi svet slepih in slabovidnih je lahko zanimiv. Recimo, ne vem, bom omenil področje športa, ki je neka stvar, kjer se slepi in slabovidni lahko mednarodno udejstvujemo. So nekateri športi, na primer šah, kjer se slepi in slabovidni lahko mirno merimo z videčimi in tako naprej in tako naprej. Skratka, tudi ta naš svet je zanimiv. Zato sem jaz v bistvu poudaril preplet tega. Ampak zdi se mi, da smo se malo izgubili, torej govorim zdaj čisto za slepe in slabovidne, oziroma našo sposobnost. Prej, ko smo imeli vse na kupu, še v zavodih, pa v centru slepih, seveda so se ljudje že od tam poznali in tudi organizacija je bila relativno preprosta. Tam smo jih imeli in lahko smo izvajali razne od športnih aktivnosti, glasbenih aktivnosti, kulturnih aktivnosti, ne vem, obiska gledališča, opere, ne vem kaj. Zdaj je pa ta stvar zahtevnejša, organizacijsko gledano zahtevnejša in zdi se mi, da tukaj nekako se še ne znajdemo. Jaz upam, da se bomo, ker sem prepričan, da od vseh slepih in slabovidnih, ki hodijo v redne vrtce, srednje šole, osnovne šole, so v domačem okolju, bi marsikdo z veseljem pristopil tudi k kakšni aktivnosti slepih in slabovidnih. Nekateri posamezniki so pa tako in tako včasih tudi bili, ki so hodili v redne šole, pa se na društvih niso oglašali in smo komaj da kaj vedeli o njih. Tako da to je že od nekdaj bilo. Tako da mislim, da je samo stvar neke, mogoče je to neko prehodno obdobje, ki se že kar nekaj časa traja. Je pa stvar definitivno zahtevnejša oziroma zahteva drugačen pristop, kot je bil takrat. Ivan, hvala vam. Prosim lepo. Zala, zdaj pa prihajamo k vaši zgodbi. Začnem? Prosim.
Okay. No, jaz sem pa isto uradno slepa z ostankom vida, če lahko tako rečem. Če pa se ne motim, sem prva, ki je šla z Braillovim sistemom v redne šole. In sicer za dosti od tega se moram zahvaliti svojim staršem, ki so me že od nekdaj potiskali naprej. Mene pa brata so zmeraj vzgajali na tak način, brat je videč, na način, kar si zadaš, boš probala in boš speljala, razen, če mi prineseš dokaze, to je bilo pol, ko sem bila malo starejša, če mi prineseš dokaze, da se to res ne da. Pol bomo poskušali popraviti, če se res ne da, ok, lahko se ustaviš, lahko probaš nekaj drugega. In tako se je res zgodilo že v vrtcu, kjer sem prvič zares stopila v stik z videčimi otroki, svojimi vrstniki in tako naprej. In pol smo šli skupaj tudi v osnovno šolo. Najprej je bilo zelo kočljivo, če bom jaz končala prvi razred, niso vedeli, kako se tega lotiti, niso vedeli, kako začeti sploh, ampak v tesnem sodelovanju šole in staršev, in pol, ko sem bila starejša, tudi mene same, so me zelo hitro začeli vključevati, se je to dalo. Učitelji so naredili neke prilagoditve, zmeraj smo bili v komunikaciji s starši in tako sem pol prilezla do konca osnovne šole. Moram pa povedati, da so tudi moji vrstniki, videči vrstniki, ker sem bila že od rojstva skoraj z njimi, me nikoli niso obravnavali kot da zmorem neki menj. Mogoče na drugačen način, ampak ne neki manj. In se spomnim, ko so prišli narediti novinarji en intervju z mano in z mojimi sošolci, ko smo se odpravljali v gimnazijo, in so rekli, kako se počutite, ko veste, da bo z vami tudi slepa sošolka v srednji šoli? Kako se počutite ob tem prehodu? In sošolci jim niso znali odgovoriti, zaradi tega, ker oni me niso obravnavali kot drugačno sošolko, ampak nekdo, ki pač stvari na nek drugačen način dela. In oni niso nekako mogli dojeti, da bi lahko socialno bili tudi oni označevani, oziroma ne vem niti, kaj je bil cilj tiste gospe, ki je tu spraševala, ampak jih je kar spravljal v zadrego. In tega se še zdaj spominjamo, pred kratkim so mi rekli, da še zdaj ne bi znali odgovoriti, kakšen občutek bi pa bil. Tako, ko smo šli 3 sošolci, in en sošolci je rekel, ja, isti, kakor tak, ko gre tista druga sošolka z mano, ne. Tako da je kar tako. No, pol je bila pa srednja šola. Srednja šola je bila zame boljša kot osnovna šola. V osnovni šoli smo imeli seveda tiste najstniške šume, ki so bili mogoče, včasih sem bila malo odrinjena iz strani določenih sošolcev. Čeprav moram pa res reči, da ne dosti kot kdo drugi oziroma vsak v nekem obdobju svojega najstništva. No, v srednji šoli se je šlo spet vse po istem kopitu, se pravi komunikacija in sodelovanje med profesorji in pa starši. Kar nekaj časa nam je tudi potrebovalo, da smo si izborili, da sem jaz lahko maturo delala na računalnik in sem imela ogromno enih komisij zraven in vsega možnega, ampak smo speljali. No, pol je prišel pa že počasi faks. Za te šole do faksa moram tudi brata zelo pohvaliti, on je starejši brat 3 leta in ko je bilo treba, mi je tudi on malo utrl pot, ker je šel zmeri 3 leta pred mano v šolo. In sem pol jaz prišla za njim in ker so imeli že njega radi, je bilo pol meni lažje, se mi ni zdi. No, pa seveda tukaj je tudi ogromno v bistvu podpore, ki niti ne ve, da je podpora, ker jaz v bistvu delujem prek komunikacije in živim od socializacije. Jaz sem izredno socialen človek, zelo rada spoznavam ljudi, kar pomeni, da sem si mogla zelo hitro znati narediti hiter krog okoli sebe. In ta krog je potem tudi zelo hitro spoznal, da se me ne pomiluje. Zaradi tega, ker jaz moram tudi reči, da pomilovanja in usmiljenja ne sprejemam, ker iz mojega vidika izhaja iz nekega odnosa,
kjer oseba domneva, da si ti, pa ni važno, kako je dobronamerna, ampak da si ti na slabšem položaju, kot je ona. In jaz to zelo težko sprejmem, še posebej, ker usmiljenje in pomilovanje ponavadi pride s tem, da niti ne poznaš človeka. Sej mogoče sem na slabšem položaju, ampak dobi najprej dokaz, da je to tako. In tudi še nekaj moram povedati, kar se mene tiče, pa mogoče se kdo ne strinja z mano, ampak samo usmiljenje še nobenemu ni pomagalo premagati ovire. No, in tako sem bila tudi naučena in tako sem tudi funkcionirala. Pol sem šla na faks, kjer sem diplomirala in magistrirala iz anglistike, vmes sem šla tudi na izmenjavo v Britanijo. Šla sem za 3 mesece in šla sem za nalašč sama iz svojega faksa in tudi brez stalnega spremljevalca. Jaz sem imela spremljevalca 3 dni, da sem se orientirala in to je bilo to. To pa čist iz enega samega razloga in sicer zanimalo me je, ali sem sposobna ustvariti nek funkcionalen krog oziroma funkcionalno življenje na nek način iz nule. In hvala Bogu se je izkazalo, da se da. Spet sem dobila tam pač ljudi, prijatelje. Edino moram pa res izpostaviti, skozi omenjam druge ljudi, to je res, ki so za mano, niso pa moji nadomestki, bom rekla. Se pravi, jaz poskušamo vse narediti, nekako skozi to načelo delujem, da ljudje so ti lahko podpora, ne smejo biti pa ti nadomestek. In mislim, da posledica tega je pa tudi, mislim, da sta moja starša mogoče tudi nevede in zelo posredno vzgajala tudi ostale ljudi, ker tudi, če se jaz kdaj mogoče zamajam, pa podvomim, bodo ti ljudje iz teh vseh krogov nekako rekli, zakaj pa ne? Mislim, pa dej, itak da lahko, jaz ne vem, kaj tukaj neki kompliciraš, ne, in pol te oni malo potisnejo spet naprej in pol seveda pač tu poskušaš narediti in ponavadi tudi narediš. No, pol po magisteriju sem pa jaz prišla do enega takega mogoče malenkost stagnacijskega obdobja, kjer sem tudi jaz iskala službo, vmes sem se malo izobraževala, naredila izobraževanje za Tom telefon, pa kot prostovoljka sem delala v prevzgojnemu zavodu Logatec, kar je bilo tudi zelo zanimivo, ker je v bistvu nastalo zaradi tega, ker je nekdo oziroma ena mentorca je rekla, dajmo pogledati, kaj se zgodi, če te vržemo med te fante, ne? In je bilo zelo, zelo zanimivo in izredno pozitivna izkušnja, moram reči, ne vem, ali sem imela srečo ali kako je bilo. No, pol sem pa počasi že našla, to je bilo pa že zdaj lani, sem pa počasi našla še eno priložnost dela in sicer učiteljica glasbene vzgoje na osnovni šoli. Gre seveda za redno osnovno šolo in tu moram reči, da smo bili tudi kar, jaz predvsem sem bila kar živčna, ker učim otroke od 10 do 14 let, se pravi predmetno stopnjo in pa zborčke še tiste tamičkene, kar je kar, jaz moram reči, da sem bila kar živčna, ampak spet moram potrkati, ful se imamo radi, izkušnja je super zaenkrat, upam, da me ne bodo zdaj kaj, da mi ne bodo obrnili tega mnenja, ampak mislim, da smo ok. In ja, v bistvu tukaj smo zdaj, no, in bom rekla tako, živeti samostojno je nujno, živeti neodvisno od drugih je pa nemogoče in to ne samo za nas, ampak za vse, zaradi tega, ker meni so dostikrat rekli, kaj se ti zdi, kaj si misliš o tvoji pomanjkljivosti? In jaz sem zmeraj odgovorila, da jo imam, jaz absolutno priznam, da pomanjkljivost imam, ampak sem pa tudi absolutno prepričana in iz izkušenj sem se naučila, da imamo vsi pomanjkljivosti, nekatere so lahko dosti hujše kot moje, s to razliko, da niso vidne. Tako da vsi potrebujemo pomoč na drugačnih načinih, jaz sem jo ogromnokrat rabila, sem jo pa tudi ogromnokrat nudila, tako da jaz mislim, da na koncu se vse zbalansiramo. Zala, hvala za vašo zgodbo. Ko gledate zdaj nazaj na svoje otroštvo, o tem, kako so vam starši stali ob strani in o tem, kako vam je tudi brat nevede utiral pot, ste že nekaj rekli, ampak
a bi si želeli, da bi starši kakšno stvar naredili drugače? Zelo težko odgovorim na to vprašanje, ker oni tudi niso vedeli točno, kaj delajo. Noben jim ni dal smerokazov, noben jim ni dal knjig z navodili. Tako da jaz mislim, da so naredili najboljše, kar so lahko, in boljše iz mojega vidika bi že težko. Kar se pa tiče brata, brat se je učil od staršev, učil se je z gledanjem mene in je ugotovil, kako se dela z mano. Tudi kadar me niso starši potisnili, me je potisnil pa brat, je rekel, ne bodo te tukaj ujčkali, boš probala, ne? In mislim, da ni bilo tu mogoče tako nevede, kot si mogoče mislimo. Mislim, da se je kar hitro zavedal, no, svoje vloge in jo je tudi zelo hitro in zelo dobro sprejel. Super. Celotno pot izobraževanja ste, tako kot ste rekli, izkusili v inkluziji. Vsaka stvar ima dobre, pa tudi slabe plati, pač živimo na zemlji, ne še v Tako. nebesih. A lahko izpostavite tisto, kar je bilo, kar po vašem mnenju inkluzija prinaša dobrega? Predvsem socializiranost z različnimi tipi ljudi, ker v zavodih je zelo hitro se navadiš teh ljudi, zelo hitro ti postanejo blizu in mogoče, ne vem, jaz sicer tukaj zelo težko primerjam, ker nisem bila v zavodih, ampak se mi zdi, da mogoče je tukaj malo manjko ko prideš v kontakt s vsemi možnimi različnimi ljudmi, ker boš prišel v kontakt z dobrimi ljudmi, izredno pozitivnimi, teh je več, ampak boš prišel tudi v kontakt z negativnimi in se je treba tega prej ali slej navaditi. Mislim pa, da inkluzija te izredno dobro nauči prilagajanja. Zaradi tega, ker res je, nam se je treba prilagajati, ampak pri tem nasvetu mogoče dosti ljudi pozabi, da se moramo tudi mi prilagajati. Moramo se dobiti na polovici poti in tako bo najbolj funkcioniralo. Zaradi tega, ker če se bodo ljudje sam nam prilagajali, jim bo enkrat zadosti in tu imajo pravico, da jim je zadosti. Moramo se dobiti na pol poti, no. Super. Mogoče še kakšna stvar, ki ste jo pa videli in izkusili v inkluziji, pa mogoče ni tako dobro? Ja, to je pa predvsem pogrešam res mogoče več kontakta s slepimi in več medsebojne pomoči med slepimi, ker jaz skrajno upam, da sem tukaj jaz izjema, ampak moram priznati, da včasih kar malo zaznavam, da rajš, kot da bi si pomagali med sabo, pa ni nujno, da gre za ista področja niti, ampak smo tako lepo, da ti gre dobro, dokler ti ne gre boljš kot meni. Če je pa šansa, da ti gre kjerkoli boljš kot meni, ti pa rajš ne bom pomagal. Tu sem jaz dobila izkušnjo in bi bilo mogoče boljš, da bi se zbližala bolj z slepimi, kot če ne bi bila v inkluziji. Vam je kdaj težko in kaj naredite takrat? Težko je vsakmu, ne. Absolutno mi je kdaj težko, ampak jaz verjamem, da je tako življenje v fazah. Če je enkrat težko, bo enkrat ful fajn, samo pač preorati moramo to fazo, da pridemo pol uno boljšo fazo. Kaj pa naredim? Ponavadi analiziram, zakaj točno mi je težko. Zmeraj poskušam najti rešitve, kaj lahko jaz spremenim, ker drugih pač ne morem jaz spreminjati. In kar naredim. Če to pomaga, super. Včasih se pa je treba to s čim sprijazniti in je treba to s čim težkim kdaj živeti, no. Pa še moje zadnje vprašanje. Zakaj ste najbolj hvaležni? Za ljudi okoli sebe in njihovo vero vame. Čisto na kratko. Prejšnje vprašanje sem malo zablodila, no, tako da moram tega malo bolj konsistentno odgovoriti. Zala, najlepša hvala za to, kar ste danes delili z nami in tudi za to, da ste kresnička. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Tjaša, zdaj bom pa prosila vas za podelitev vaše zgodbe. Ja, en lep pozdrav sem skupaj. Zdaj jaz tole poslušam in sem res tako globoko ganjena, koliko enega bogatstva, koliko enih globokih misli, koliko enih
takih lepih pogledov in med nami. Jaz, tako kot smo že parkrat rekli, zelo ne maram teh klišejev, a ne pa potem dobim kar pike, ki pravijo, joj, ja, pa s to slepoto, ne, imaš pa neke druge čute bolj razvite, pa si jaz mislim, o moj bog, ne, kakšna traparija, joj. Vendarle je, tako kot smo že parkrat rekli, manjko vida en velik handicap, a ja, mimogrede, jaz sem popolnoma slepa, slepila sem po 24. No, ampak zdaj, ko pa poslušam tele zgodbe, sem pa res premišljala, wow, koliko bogatstva, vendarle nosimo vse, koliko enih globokih misli, enega poglobljenega čutenja, doživljanja, razmišljanja. Jaz sem psihologinja, ukvarjam se s psihološkim svetovanjem, delam z notranjimi svetovi ljudi vsak dan in toliko ene globine, kot sem jo jaz zdaj tukaj slišala, doživela, res redko srečam. Tem, ko opazujem ali pa ko sem deležna, sodeležena pri notranjih svetovih videčih ljudi. Tako da se mi zdi, da moram res tale utrinek ali pa tole svoje doživljanje veliko, res se mi zdi velikega notranjega bogatstva, ki je očitno med nami. Najbrž se ga velikokrat niti ne zavedamo. Torej, jaz sem normalno videla do 24 leta, potem sem pa zaradi glivičnega meningitisa nenadoma oslepela. Prognoza je bila zelo slaba, nepokretna, inkontinentna do konca življenja. Slepota se je takrat zdela manjša težava v luči vseh ostalih stvari. Kaj so takrat doživljali moji starši, jaz sem edinka. Upam, da nikoli ne bom izvedela. Danes sem mama 3 otrok. Mene se te zgodbe z otroci zelo dotaknejo. Tako da si predstavljam, da je bilo takrat mojim staršem res težko, kot tisto, kar rečemo malo metaforično, da se mi je podaril svet. Mislim, da se mi je res. Po enem letu bolnice sem šla v 1 leto v Škofjo Loko na rehabilitacijo. Takrat pa se z Ivanom spoznala, srečala in me je takrat odprl vrata do računalništva, do sveta za delo z računalnikom, tako, kar je potem nekako odprl vrata v svet, tudi na drugih področjih. In sem šla potem, sem se vrnila k študiju psihologije, dokončala psihologijo, se usmerila v psihoterapijo. To je eno delo, ki ga res tako dalje, kot ste rekli, doživljam kot poslanstvo, kot klic. In zelo velik dar, zelo me bogati. Zelo sem vesela, da lahko tudi jaz na ta način nekaj prispevam k družbi, da lahko nekaj dam drugim ljudem. Zelo sem hvaležna, da imam poklic, ki ga lahko upravljam, ker danes mislim, da se sodobnimi pripomočki nekako kot slep, slaboviden za študirati je stvar motivacije, stvar volje, stvar tega po domač, koliko si trmast, a ne? Tako da to se po mojem še nekako da, ker jaz danes vidim kot eno težjo stopničko je, da potem s tem svojim delom, s tem svojim študijom dejansko živiš, da živiš od tvojega dela in to je ena stvar, ki meni osebno zelo veliko pomeni, da lahko res za svojim delom preživim sebe in svojo družino, kot slepa, to je meni tako en tak velik zalogaj, se zelo fajtam. Sem tudi mama 3 otrok, 3 gavnarjev majhnih, 3 fante imam, hodila sem punčko, bila sem 3 fante, 4. se nisem upala več poskušati, če bi mi nekdo rekel, da bo zdrava punčka, ta 4. Bi imela še punčkico, ampak, kot rečem,
nisem upala probati. Tako da moje so zdaj 8, 11, 15. Imam pa še belo. Bela pa je punčka. In je ena čudovita, krasna kraljevska pudlica, ki tam v kotu smrči, tako da če pa kaj smrčali. To je bela. Bela je pa svodič. Zelo, zelo fajn punca. Tako da, ja, tako. Tako ne. Pa življenjski tako. Tjaša, hvala za vašo zgodbo. Kot ste rekli, ste izgubili vid kot mlada ženska. A ste bili že kot otrok tako samostojni, trmasti, ali vas je k temu spodbudila tudi izguba vida? Ne, jaz mislim, da sem bila že od nekdaj trmasta, svoja glava in da mi je bila ena, temu reči, osebna svoboda. Ja, osebna svoboda, tako ena notranja naravnanost en lasten, a se temu reče, lasten svet, lasten prav, lasten pogled. Da bo to nekaj, kar sem jaz ves čas nekako nosila vse. No? Nikoli ta mainstream pa kako je treba, kako je prav, to sem jaz že zelo dobro vedela. Ni pa nikoli bilo to nekaj, s čemer bi se jaz zelo identificirala od majhnega. Tako da trma je bil glavni greh mojega otroštva. Še sreča. Ja, jaz tudi tako mislim. Tako da imam tudi malo razumevanja potem za moje 3, ki so tudi tak tako zelo samosvoji. Še eno vprašanje imam za vas. Kako ste doživljali odzive okolice na vaša prizadevanja za samostojnost, oziroma kako jih še doživljate pred in po izgubi vida? Nekaj, kar je pri ljudeh z običajnim vidom povsem normalno, se lahko zdi pri slepih in slabovidnih kot kaprica. Naprimer, igranje golfa ali pa izbira manj običajne pasme psa vodiča ali pa celo doktorski naziv. Ja, jaz moram reči, da tako se mi zdi, kaj pa vem, jaz imam toliko opravka s tem živeti svoje življenje, da mogoče niti toliko ne opazim zdaj več te razlike, a me ljudje vidijo kot slepo, kot videčo. Gotovo so eni predsodki, ampak jaz moram reči, da se nekako niti nimam toliko časa ukvarjati z njimi, ker imam preprosto preveč opravka s tem, kako shendlati life, kako priti realizirati stvari, ki si jih želim. Trenutno se ukvarjam z tem, da renoviram eno stanovanje, imam pol opravka z mojstri, ki me skušajo po domače povedati, na vsakem koraku bolj ali pa meni okrog prinesti, in imam kar precej opravka, če tako zelo konkretnimi zadevami, ampak potem vidim, da s časoma splavamo. Gotovo so na začetku, ali pa ne vem, klienti, ko pridejo k meni, pa so na začetku marsikdo včasih nekaj ne ve, da ne vidim, pa potem s časom ugotovi, kar pač niso dosti natančno prebrali moje spletne strani, kjer sicer je omenjeno, da ne vidim, ampak je to prva stvar. Pa potem tako se mi zdi, da relativno hitro splavamo. Mogoče tudi zato, ker jaz toliko ne doživljam svoje slepote kot ene centralne stvari, ki zaznamuje mojo osebnost. To je pač še en feature, ki je zraven, ki je treba pač nekako shajati z njim. Ne vidim pa jaz moje slepote kot ene stvari, ki bi centralno definirala mojo osebnost. In se mi zdi, da potem s časoma, tako oziroma zelo tudi drugi ljudje, tega ne doživljajo kot en centralni del, ki bi moje življenje definiral. Je pa gotovo tako, Ivan, kot ste rekli, slepota je
kot jaz vidim, je handicap. Ne? Tako. Za mene absolutno je. In je ena dodatna ovira, ki jo je treba preiti in iskati načine, kako shendlati life v teh okoliščinah s temi omejitvami. Jaz se zelo strinjam, da se marsikaj, absolutno ne mislim, da vse, ja, da se marsikaj da, je pa zagotovo zraven veliko dela, veliko truda, veliko napora, velike energetske investicije. In zala, tako kot ste rekli, tako se mi zdi lepo, ko ste izpostavili, ne, ta pomen podpore drugih ljudi, pomen okolja, socialnega okolja, ki ga imamo. Je pa potem ne nazadnje, ne, najbrž tudi na nas, to, da si poiščemo tiste okolje, ki nam pomagajo, da zacvetimo, da realiziramo svoje potenciale. Da vidimo, kje so okolja, kjer so nam bolj naklonjena in kjer bomo lažje realizirali naše potenciale, in kjer so okolja, ki so mogoče zelo nenaklonjena, pa kjer bomo morali zelo veliko energije vložiti, pa še ne bomo prišli čez. Tako da, ja, gotovo je en del samostojnosti tudi v tem, da si poiščemo socialna okolja in ena, ki nam bodo naklonjena, ki bomo našli podporo. Sem zame osebno, je to nekaj zelo pomembnega. Mogoče sem z leti tudi začela malo bolj orientirati na tiste, vidiš, a nekje, recimo, kaj bi simpatično. Sem prišla, jaz da pridem med to na golf igrišče. V redu. A meni je vrato golf odpovedan. Prijatelj, ki mi je nastavil resnično tisočero žogic, a ne, da sem jih udarila. V redu. Pridem jaz zdaj po eno na golf igrišče in iščem zdaj inštruktorja, a ne. In se začnem pogovarjati z enim inštruktorjem, tako z enega takšnega Nobel High Class golf centra, in seveda on meni odpika tako v 3 stavkih, ker čutiš po intonaciji, čutiš, čutiš. Okej. In grem se pogovarjam z drugim, ki sva se še prej pogovarjala, pa čutiš, da tako, on bi pa delal z mano, njemu je pa to izziv, njemu je pa to fajn, on pa bi. In sva s tem inštruktorjem delala in ja, noč, ne, čez dober mesec je bila na tem golf igrišču ekipa Paptevaja, snimali smo prispevek in ja, win-win situacija. Ne? Tako da, zdaj se mi potem tudi na nas, ne, da najdemo zala, tako kot ste rekli, socialna okolja, kjer bomo sprejeti, kjer bodo videli naš potencial, kjer bodo ljudje, ki nam bodo podali roko. In Ivan, ja, zelo me je zazvenel ta vaš del, ki ste rekli, otrok, pa ga mogoče tako vidiš, kot mogoče sem narobe prebrala med vrsticami, mogoče sem se narobe zapomnila, ampak tako sem vas začutila, kot je otrok. Ena osebna zmaga, ja, jaz to vidim. Tako, se mi zdi, študij, to je bila stvar, ki je bila plod moje trme, mojega dela, jaz sem vedela, če bom dosti dolg časa študirala in dosti dolg časa sedela in dosti dolg časa brala tiste članke in dosti dolg časa pisala, da je. In je bilo. Otrok, ja, a pa tako, ta poslovna realizacija, to so pa stvari, ki pa niso več čisto pod kontrolo. Ne? In tle se mi zdi, to je pa tako en tak velik, ja, dosežek, tako kot jaz vidim, ali pa živeti izpolnjujoče življenje, delati stvari, ki me veselijo, tako kot je golf.
je absolutno nekoristna stvar, ampak meni predstavlja eno življenjsko kvaliteto, ali pa to, jaz sem zelo veliko na morju, pa vzameva z mojo belo ta velik kruzak, a ne, pa telefon, pa se spravava na morje, pa je meni to toliko noro dobro, pa greva s prevozi, pa jaz se prebrana, pa oni pravijo, joj, a vi pa ne vidite? Pa se mi tako zdi tako ful dobro, ker je en košček moje svobode, moje samostojnosti, ki se pol moja bela slač v avto, pa gremo na morje, pa se mi zdi tako, ja, that's life. Tako da, to se mi zdi, so potem za mene danes eni dosežki in je ful lepo srečati ljudi na moji poti, tudi take, ki se srečamo samo enkrat, pa ki še nikoli prej niso imeli kontakta s človekom, ki ne vidi, pa ki res doživijo, da se da polno krvno živeti življenje. Jaz vem, da je bilo za moje starše ta glavna stvar mene spraviti do kruha, so rekli, to praviš tudi. In sem jim hvaležna za to, za vse ljudi, ko so me podporili, Ivan, tudi vam takrat v Škofji Loki, tisti temi, ko sva se učila enkom. Ja. Ampak danes je meni samostojnost več kot samo tista diploma. Zale to, ko ste rekli, iti na izmenjavo, se vršiti v life. Darja, to, ko ste rekli, videti, da se da živeti kvalitetno, tudi drugače. To se mi zdi, da je tisto glavno sporočilo, ki bi si ga jaz želela posredovati staršem otrok, ki se soočajo z slepotno slabovidnostjo. Da se živeti polnokrvno, zares, izpolnjujoče življenje, da se delati stvari, ki si jih želiš delati. Ne da se delati vsega, ampak tako, za podporo in za kaj je delovnimi navadami, kako se to zdaj nasliš. S pripravljenostjo se truditi in za zavestjo, da ja, glej, kot slepi je pač treba vložiti več. Ampak se da mi je fajn, da se da živeti en lep. To bi se želela. Tako posredno. Jaša, hvala vam. Že tebe. Hvala za priložnost. Zdaj pa gremo še k zgodbi Veronike. Veronika, prosim vas, da z nami podelite še vašo zgodbo, ki je prav tako tesno povezana s slepoto, pa čeprav sami povsem dobro vidite. Dober večer vsem, lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo najprej in res mi je v čast, da sem skupaj z vsemi, ki ste jih povabili, da lahko slišim zgodbe drugih in morda še na kratko podelim svojo osebno izkušnjo. Res je, jaz sem polnočuteča, torej videča, sem pa mama slepega dijaka, zdaj že fanta starega 17 let, ime mu je Damjan, morda ga je kdo od vas že kdaj spoznal, srečal. In mislim, da je to za vsakega starša, da ima otroka, ki izgubi vid, kot je bilo v našem primeru, zahtevna izkušnja. Že sami ste veliko govorili o svojih starših, kako so oni doživljali to v primeru gospe Tjaše, kako so starši se soočali s tem, da ste izgubljali vid, ne? Verjetno tudi v zelo zahtevnih življenjskih obdobjih. Zdaj, pri nas je bila morda malo drugačna situacija v tem smislu, da njegova primarna stvar ni bila izguba vida, ampak v resnici je imel možganski tumor in izguba vida je posledica te bolezni. Seveda tukaj smo se zelo ukvarjali z njegovo boleznijo, ker je bil to rak in potem je bilo ogromno zdravljenj in vsega skupaj. Ampak kot starš se pa v resnici še bolj ali pa
približno enako ukvarja s tem, da otrok ne vidi. Damjan je bil namreč star 6 let, skoraj 7, ko se je to zgodilo, čez noč te udari taka preizkušnja, ne veš, nimaš orodij, kako bi se s tem spopadel, ker te nihče v življenju nekaj takega ne pripravi, niti te na to ne more pripraviti. Ampak potem pač sledijo neke take novice, ki so ena slabša od druge, se skušaš nekako povezati s svojim partnerjem, torej z možem, pa potem seveda s družino, ožjo, širšo družino. Nam je vsa ta izkušnja z Damjanovo boleznijo in posledično slepoto res ogromno dala. Družine se nekatere lahko ločijo, mi smo se pa še bolj povezali med sabo. Torej, prav Damjan nas je povezal. In en tak moment zame, to zdaj govorim zase, je v tej zgodbi zelo kmalu na začetku, ko smo se ukvarjali s tem, kako bi videl, kako bi mu pomagali, da bi videl, bil, ko je en zdravnik rekel, veste, gospa, s tem, kar je on imel v glavi, se lahko zgodi, da ne bo dočakal 100 let, lahko se ponovi, lahko umre že kmalu, zgodaj, medtem ko kot slep lahko živi 100 let. In potem sem se sama nehala ukvarjati s tem, da je slep, v tem smislu, da sem to videla kot neko oviro, s katero se ne da živeti, če me razumete. Jaz se strinjam z vami, da to je ovira, da to je handicap in da so stvari, ki jih ne more početi. Jaz se vedno hecam, pač pilot ne boš, a ne? Čeprav vemo, da so tudi danes že letala zelo taka, da jih se da že skoraj avtomatsko pilotirati, a ne? Ampak tako, no, se pač včasih tudi malo pohecamo, tudi Damjan je tak, da se rad poheca. Zdaj, če pa mogoče grem k tej samostojnosti, vidim, da je to bistvenega pomena za samo podobo človeka. Človek je samostojen, nam je to normalno, da greš sam nekam, da sam izbiraš, sam, ne vem, stvari potipaš, vidiš in podobno. Pač tukaj pa stvari niso vedno tako samoumevne. Za nas starše je ogromno logistike, tudi zdaj, ko je šola, gimnazija, je kar veliko pomoči, prilagajanja in podobnih stvari. Se verjetno poznate te zgodbe ali ste jih slišali, tako da se človek občasno tudi kar izčrpa zaradi vsega tega. Ampak vidim, da Damjan si želi biti samostojen, da želi določene stvari, za katere nekako sluti ali je pa sam že prepričan, da jih zmore, da jih pač tudi naredi. Zdaj jasno, od te osebne higiene tukaj ni težav, s tem on ni imel težav že od samega začetka, da poskrbi zase, od umivanja in vsega tega. Doma na srečo nismo imeli nobenih posebnih ovir v hiši, da bi bilo treba celo hišo na glavo postaviti, kar je zelo dobro, a ne. Pač morda te na začetku kakšne stvari rahlo šokirajo, ne vem, ko se je zaletaval v podboje, a ne, pa je imel buške, pa on je bil še na začetku v centru Iris, je tudi s kakšno buško domov prišel, ker je pač tak, da ne želi, mislim, on uporablja palico, a ne, ampak tam, ko je pa na znanem področju, pa v šoli, na primer tudi zdaj v šoli, palice ne uporablja. On se sam premika s temi zaščitnimi pač prijemi, a ne, ker se veste v šoli pa so kakšne ovire, ampak sploh pravi, kadar je recimo tak tok dijakov, pa je poln hodnik dijakov je s palico tam maširati in ljudi toč, kar precej nerodna reč, a ne. Je pa pač na taki šoli, da je tloris zelo predvidljiv, vse stvari so tako dosti jasne in so bile kakšne hudomušne situacije na začetku v šoli, ker so pač midva šla v šolo že prej, da je on sam spoznal in da je sam vse prehodil, brez moje pomoči. Tako da se je znašel že popolnoma te osnovne situacije, oziroma prostore, njegova učilnica, zbornica in podobne stvari, je znal sam pridati. No in potem, ko so se začeli ti prvi dnevi, pač ima spremljevalko, on tudi zaradi vseh teh njegovih okoliščin, a ne, ker pač ima posledično zaradi možganskega tumorja, je pred leti dobil še epilepsijo in so situacije lahko kar kritične v razredu, če nimaš nekoga, ki pač malo skrbi za tebe, a ne. Torej ni samo zaradi slepote, a ne. Če bi bila samo slepota, mogoče morda skoraj 100% Damjan niti mogoče ne bi rabil spremljevalcev v šoli. No, in je potem rekla pač spremljevalka, da je treba v zbornico iti, a ne.
Pa je rekel, Damen, kar prite bom jaz peljal. No, in jo je on lepo odpeljal v zbornico, torej videčo. a ne, takih luštnih. Ali pa dijake, na primer, je on peljal potem, ne vem, zdaj se ne spomnim, je bila geografska učilnica ali kakšna druga, pač v neko specialno učilnico iz njihove matične učilnice je prve dneve on odpeljal, a ne, ker on je vedel, kje je to, njegovi sošolci pa še niso vedeli, a ne. Tako, no, mislim, vidim, da to je res neka želja, neka potreba, neka nuja, ker te izpolnjuje in ti pomaga polno živeti, no. Tako. In mislim, da starši tukaj ne smemo biti ovira otrokom, absolutno ne. Moramo biti neka pot do tega, da je ta samostojnost čim večja. Tako da Damen, na primer, rad skuha kakšno stvar, pa kaj speče, a ne, pa potem, ne vem, poskusiš kaj tako narediti, da on to čim bolj sam, a ne. Tako da glede na to, da mu je to res tudi nek tak izziv in želja, bomo verjetno tudi zdaj to indukcijo nabavili, da a ne, s temi tipkami in to, da bo pa te pač kakšne še pripomočke, nekaj že ima, nekaj pa še bomo, a ne, da bo lahko tudi večkrat poskusil, ker to, če poskusil samo enkrat, je premalo, a ne. Moraš imeti neko rutino, moraš večkrat probati stvari, da si potem tudi na tem področju pa čim bolj samostojen. Je pa tudi daj, ki samo špičil, ne, tako. Jaz sem bolj pogumna, pa pustim tudi kakšne take njegove izlete, ko gre kar sam nekam s palco, a ne, tiste poti, ki jih zna. Mož je tukaj bolj rezerviran, tako da ima včasih malo pakt z Damenom, a ne, da jaz mu kar pustim, sam ne Atijo povedati, a ne. Ker Ati je pa malo bolj preplašen. Saj je imel že kakšne prigode, da je na kakšno dvorišče zašel malo, pa potem spet nazaj na pravo pot in tako. Ampak je prav, da si upa, no, da tisto pot, ki jo že obvlada, ne, da jo uporablja tudi sam. Tako da se je zorganiziral že s prijatelji slepimi pa slabovidnimi, tudi tistimi iz centra Iris, da so pač prispali, to je res ena taka lepa gesta tudi ene od mam, družine, od ene deklice, ki je sicer slabovidna in je bila njegova sošolka v osnovni šoli, sicer malo starejša, 1 leto, no, torej so bili kombiniran oddelek, a ne, in so se zdaj recimo tudi med novoletnimi počitnicami so se 4 dobili, 2 slabovidna pa 2 slepa, pa tudi med počitnicami. To se mi zdi tako dragoceno. In so bili sami, ne? Vse so sami poskrbeli. In nabavo, in mislim, najbrž prav kuhali niso, no? Ampak niso bili lačni, no? To hočem povedati. Tako, no, ja, kakšne take luštne prigode so bile že. Potem vem, da je bila ena taka zgodba, ko so šli enkrat na sladoled, se mi zdi, v kakao, ne? Pa so bili tudi slepi, pa slabovidni, 4 so bili sošolci, so se malo počastili in potem je Damen mislil, da je umivalnik pisoar, pa ga je v zadnjem momentu slabovidna preusmerila drugam, no, tako, pač moraš to vzeti v zakup, da se ti tudi kakšne take hudomušne stvari, ki jih boš potem lahko svojim, upam, da otrokom, vnukom pripovedoval ali pa v takih situacijah, a ne. Tako, no, vidim pa, da je v družbi še vedno, so predsodki, so tudi zelo lepe situacije, ampak je predsodka pa kar veliko in mislim, da težava glede vključenosti je res velika, no. In enakopravnosti, enakih pravic, enakih možnosti, to, za kar bi morala država poskrbeti, tukaj kot starš vidim res ogromno prostora. In včasih se mi zdi, da na papirju stvari so kakšni pravilniki, pa inkluzija precej dobro zapisani, v praksi pa to ne zaživi. Jaz mislim, da inkluzija taka, kot bi morala biti v Sloveniji, ne obstaja. To je pač moje prepričanje, ker starši mislim, da ne bi smeli prilagajati učnih gradiv, niti spremljevalci, in da bi se te stvari morale drugače poskrbeti z neke zdrave pameti, z nekaj logike človeške, kako se to zorganizirati. Tako, no. Mogoče se tudi na nek način malo ta samostojnost potem v srednji šoli, po tem obdobju, ja, ko si usmerjen malo bolj v študij, malo izgubi oziroma malo stagnira lahko. To je tudi ena pasta, ne, ker nekako energijo usmeriš v to, da bo šolo končal, da bo to naredil, a ne. Tako da tukaj moraš tudi kar malo paziti, da je tudi čas in prostor še za kaj drugega. Pač pri nas je to še toliko bolj zoženo v Damenovem primeru, ker pač zaradi epilepsije in zaradi te njegove osnovne bolezni
ima še cel kup drugih omejitev, od tega, da mora ogromno počivati, da mora zgodaj spati, da se mora naspati, da če kdaj ponočuje, v smislu, da je do 11 po koncu, če me razumete, ali pa polnoči mora to noter prinesti in tako, no. Ampak tukaj je on izjemno samostojen, tudi zdravila, to vse sam jemlje, niti enkrat mu ni treba reči. Mislim, da je enkrat samkrat pozabil na zdravila vseh teh letih in je potem tudi drago plačal, ker je pač tako imel nek napad in tako da ve, da ne sme, da to je del njega, ima te rituale v smislu pač točno kaj, kdaj, kako, ga ni bilo treba nič učiti. Tukaj morda imamo mi tudi malo sreče, no. Da je on že sam tak že prej je bil tak živahen, vse on sam in to malo gledal, posnemal in videl in naredil. No, zdaj pa še tudi si to zelo želi. Veronika, hvala za to, kar ste delili z nami. Kljub temu, da smo šli že čez predviden čas, pa imam za vas še vseeno eno vprašanje. Kaj se vam zdi pri vzgoji otroka za samostojnost najtežje in kaj najlepše? Meni osebno je najtežja stvar to, ko vidim, da vrstniki težko sprejemajo to. V smislu, da bi ga poklicali, ne. Jaz sicer vedno Damjanu rečem, a ne, Damjan, če ti ne boš povedal, ljudje ne morejo vedeti, a ne. Ljudje, ki nimajo izkušnje s slepoto, pač ne morejo vedeti. Gospod Ivan, sem prav rekla, Ivan, je zelo lepo povedal, da mi moramo, vi slepi morate opozarjati na nas videče. To, da poznaš enega slepega, še ne pomeni, da veš, kaj to je slepota in kako vi doživljate svet in tako. In da tudi vse se pač slepemu ne more podrejati. To pač mu skušam dopovedati. Ampak to, da bi, ne vem, nekdo spontano, veste, tisto, ko pač pokličeš, kako si, ne zato, ker ti nekdo reče, ne zato, ker se to spodobi, no. To se mi zdi, da je ena taka bolečina in sem res hvaležna vsakmu, ki res Damjana pokliče in se z njim hoče zmeniti, a ne. In tudi jaz Damjanu skušam dopovedati, ja, lej, zadnjič mi reče, sem se pa s tem tako dobro spogovarjal, ko so nekje bili, a ne, sem rekel, pa si vzel njegovo telefonsko številko, a ga boš daj poklical, ne. To mislim, da tudi njemu še malo manjka teh veščin, no, ne vem. Kar neroden ti je, ja, se vsiljujem, pa mogoče mu pa ne bom v redu, ali mogoče podzavestno tudi zato, ker si slep, ne vem, tega jaz zdaj ne morem komentirati, to je moja domneva, a ne, bi to moral Damjan povedati. To se mi zdi meni osebno najtežje gledati. Ali pa je tisto, kar je najlepše? Pa mogoče še ena stvar, ki sem jo že rahlo omenila, pač ta šolski sistem, no, je res zelo nenaklonjen v resnici. Zato, ker jaz razumem, da je nekemu učitelju, ki pač prvič uči slepega, to izjemno težko in da nima orodij, kako se s tem spopasti, ampak da ga mora pač sistem podpreti, a ne. Tako šolo kot tega slepega človeka, kot seveda potem tudi v končni fazi starše, a ne. Lepe stvari pa jaz Mogoče, Veronika, osebno, ja, Veronika, mogoče vam, ki ste zelo veliko vpeti v to, v šolski sistem, se zdi, da se velikokrat sliši o težavah, ki jih pa imate starši otrok v inkluziji. Ampak jaz mislim, da je vseeno premalo priložnosti, kjer bi to lahko bilo javno povedano. Tako da mogoče se strinjam, bi bilo absolutno. vredno, da vseeno poveste tiste konkretne stvari, ki si mogoče tudi od nas, a ne, že vsi mislimo, saj po toliko letih inkluzije, pa to že mora biti urejeno, a ne, pa še vedno. Mogoče bi sam še lepo stvar, zato ker to se mi zdi prav, da se tudi pozitivne A stvari pustimo lepo poudarja. stvar za konec, pa zdaj Aha, v redu, to, kar dobro. ni tako, okej. Da se poveže. Ja, zdaj mi smo starši, nekaj staršev nas je povezanih v društvu Svetloba in skušamo apelirati predvsem na odločevalce, torej na ministrstvo, da pač določene stvari uredi. In to je predvsem prilagajanje učnih gradiv. Tukaj mislimo, da je največji minus, da pač niso to enake možnosti za šolanje, za izobraževanje otrok, če ti 1. septembra nimaš vsaj približno učnega gradiva, vsaj prirejenega v Wordu, če že ni naprimer prilagojeno, ker se zavedamo, da to zahteva več časa. Skratka, tukaj mislim, da je res ena taka borba za te naše otroke, pa ne gre zdaj za Damjana konkretno. Veste, jaz vedno rečem,
ko se pač pogovarjamo, ker sem bila zraven že tudi, ko je Damijan bil v centru Iris, pač Damijana smo v centru Iris vključili tudi zaradi te njegove osnovne bolezni, ker pač v osnovni šoli bi bil zelo težko, zato ker je bil pač takrat so potekala še zdravljenja in tam te množice ljudi bi bile zanj zelo nevarne, da bi še kaj dodatno zbolel. In v centru je bilo pač majhne skupine, malo otrok in smo ga pač vključili tja. Ampak zavedala pa sem se, da bo najbrž enkrat želel je tu svet videčih, a ne? In to se je zgodilo, ne, da bi ga mi kaj posebej silili, pač to je sam začutil, da je čas, ko je šel iz osnovne šole na srednjo, da zamenja okolje. In v bistvu je ta problem treba nasloviti iz tega vidika, da to nismo zdaj ene, a veste, mene najbolj boli to, kar nam rečejo mame, a ne. Jaz sem mama, ampak to je izraz, ki ga uporabljata moja hči in moj sin. Jaz sem v odnosu do družbe in do teh odločevalcev starš, a ne. Pač sem slučajno jaz ženskega spola, lahko bi bil moj mož in bi bil pač potem oče. Ampak ko rečeš mama, ima to lahko tudi slabšalni prizvok, ker to pomeni, to so pa one, ki hočejo vse svojim otrokom, da jim bo čim lažje v življenju, ki jim vse servisirajo, ko pač ne pustijo, da bi bil otrok samostojen, ker te stvari in take očitke smo že dobivali v preteklosti. Pa zdaj ne bi šla, kdo je bil konkretno to, a ne? Ker to tudi ni tukaj namen, da bi kogarkoli črnili ali pa da se o tem pogovarjamo. Samo da začutite to situacijo. A ne? Torej, starši so tisti, ki apelirajo. Če bi pač lahko bil prostor tudi za moža, bi bila oba skupaj, seveda, ne, ampak se pač skušamo na tem nivoju boriti, da bi se vsaj neke osnovne stvari nekako uredile. Seveda, podpora je, ampak ne gre za to, ne gre za to, da vsak otrok, ki morda tudi nima staršev, ki bi bili tako aktivni ali pa ki bi zmogli. Veste, nimajo vsi otroci, slepih otroci, take možnosti. Ampak oni bi morali imeti enako zagotovljeno gradivo kot kdorkoli drug, če me razumete. Jaz večkrat pomislim, ja, kaj bi pa naredil, na primer ravnatelj ali pa šola, če bi jim rekel, lejte, nimamo za vašega otroka učbenikov, teh pa teh pa teh, ja pač ne more se pripravljati ali pa naj se tam uči ne vem kaj, a ne. Ja, ne, a ne. Pa tudi reči, učil se bo tako, kot se videči, tako delajte z njim, kot z videčim. Ja, ne, a ne, ne morete delati z njim tako, kot z videčim, zato ker on pač te razlage, ki jo boste vi videčemu dal, pač ne bo razumel vedno, nujno. A ne? Poleg tega naš Damijan ima še te okoliščine, da pač ima možganski tumor in usvaja znanje na drugačen način, a ne, kot nekdo drug. Tako, to je polno cel kup enih stvari, a ne, ki so ovira. Mislim, da osnova, ključno je to prilagajanje učnih gradiv, potem tudi enake možnosti, na primer na tekmovanjih za tiste slepe ali slabovidne dijake, ki so uspešni, sposobni, da tekmujejo. Zakaj ne bi tekmovali? Jaz tega predsodka sploh ne razumem. Ne vem, a ga vi? Če uspemo, uspete priti, doštudirati do doktorja znanosti, če imate to motivacijo na nekem področju, ja, verjetno ste lahko uspešni tudi na tekmovanju iz fizike in iz kemije, a ne? In zakaj ne bi tukaj se izkazali, no? Tako. To se mi zdi, da sta nekako dva osnovna poudarka. Zdaj, veste, pa tako zelo lepo vse piše v teh pravilnikih, a ne? Ampak potem, ko je pa treba to v prakso spraviti, je pa cel kup enih ovir. In zdaj strah je lahko tudi plačali otroke, ker bo videli, koliko je težav s tem, a ne. In tukaj bi rabili mi tudi nekako podporo šola, ne, ker tudi šole niso podprte, no, tako ustrezno, tako kot bi morale, ker a ne, učitelji pa tudi ne morejo delati samo na pogon zrak v smislu tega altruizma pa empatije in tako. Nekateri to delajo, ker so sami po sebi taki, da so empatični, začutijo, da je to otrok, dijak ali pa učenec, ki potrebuje neko posebno skrb, posebno razlago, da bo lažje prišel neke minuse, pa so pa nekateri, ki ne želijo. Morda pa ob neki spodbudi bi, a ne, lahko tudi finančni, in mislim, da to bi bilo mogoče z malo take razuma in spretnosti bi se dalo. In dobre organizacije, mislim, da tega zelo manjka. Hvala tudi. Ne vem, če se Zala pa vsi slepi z mano strinjajo, no, ampak toliko z moje strani. Jaz samo upam, da ne bomo obupali tudi potem, ko bodo naši otroci šli iz šolskega sistema, ker se mi zdi, da to ni samo neka borba za njih, Damijan je že 3. letnik, torej je že skoraj ven, ne? Ampak je tudi za vse tiste, ki prihajajo, veste, tako kot sem prej rekla. Ne? Zala, vi ste bili prvi, ki ste
v Brajici opravili inkluzijo, a ne, in takrat je bilo nekako še razumljivo, da so stvari na začetku in v povojih, ampak da so pa stvari tako rekoč skoraj na istem mestu še toliko let potem, je pa malo težje razumljivo, no. Ja, mene predvsem je zelo razočaralo, kar je gospa povedala, ker smo vseeno upali, da se bo to držalo, no, kar smo mogoče začeli mi, ampak očitno smo padli glih v en tak mehurček, kjer so bili vsi mogoče pripravljeni pomagati, no, in tukaj mislim, da res bi bilo fajn, da bi se povezali, mogoče tisti, ki smo šli že skozi to, pa tisti, ki hodijo skozi to, no, da bi bilo malo povezave, no, pa ne vem. Če ne drugega, mogoče ne nasvetov, ker ali pa tudi, ampak da se mogoče deli kakšno izkušnjo, no. Ja, tudi bi bilo to v redu, seveda. Dobrodošlo. Ja, se strinjam. Prav temu so pa namenjene tudi kresničke, tako da... A lahko, Brigita, še jaz, ker sem... Ja, Ivan, a lahko samo še damo Veroniki besedo, da pove še tisto pozitivno? Kaj pa je? Te pozitivne stvari je res zame osebno ogromno in to, kar si želim izpostaviti, je, da mene osebno Damjan vsak dan praktično uči. Uči pa me predvsem potrpežljivosti. To je ena stvar, ki meni predvsem manjka. Sem zelo taka, hitro je treba vse neočakano tako. Pa ti, kako to ne razumeš, pa to bi moral, ne, okej, daj, umir se. In napredujem. Nisem še tam, kjer bi lahko bila, ampak zelo napredujem. In to je tisto, no, kar ste tudi vi poudarjali, da z drugim smo res izjemno povezani in drug drugemu lahko ogromno damo in drug od drugega se učimo. Videti stvari oziroma občutiti stvari. Tako, no. To vedno nekako razumem, da smo povezani med sabo na neki nezavedni ravni, bistveno bolj, kot si mi to mislimo. In da to, kar ste že vi prej tudi omenjali, a ne, da to, kar nekdo čuti, tudi mi čutimo, zaznamo, a ne, in če nekdo nekoga spodbuja, potem si mu podpora bolj, kot če samo negativno vidiš, no. Tako da tukaj se pač učimo Damjana ogromno. Veronika, hvala. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste bili z nami in delili. Prosim, z veseljem. Vse. Ivan, beseda je vaša. Hotel sem pravzaprav samo gospo Veroniko nekako dopolniti, glede na to, da sem pa jaz ta sistem gledal iz druge strani pred leti sicer, oziroma že nekaj časa je od tega, pa vendarle sem si ustvaril nek vpogled v učence in dijake in tudi študente, ne, v rednih šolah. Ja, jaz se zelo strinjam s tem, da se je treba pač na neki institucionalni ravni boriti za, kot večkrat rečemo, da bi država to, da bi država ono. Sama veste, po mojih izkušnjah bojo potem dijaki že dedki, preden bo država se kaj zmigala, ne. In moja izkušnja je, da je pravzaprav pot zelo uspešna, tako kot je bilo omenjeno tudi, a ne, zmeri se najdejo neki ljudje, torej tudi med učitelji, med profesorji, med ravnatelji celo, a ne, jaz imam, moram reči, in take in drugačne izkušnje, kjer se da pravzaprav na bolj tej, rečemo, osebni ravni, ne, se pravi, poiskati ljudi, ki so iz kakršnega koli naslova pripravljeni nekaj v tej smeri narediti. A ne, sistem je ukoril, ne, saj vedite, kot je bilo rečeno, predpise imamo že dolgo, pa ja, ne vem, jaz sem recimo 15 let nazaj, 20 let nazaj delal v tem sistemu, pa ko zdaj poslušam, bi res rekel, da se pravzaprav stvar ni nikamor premaknila. A ne, ampak vendarle so slepi zmeri, torej že pred temi zakoni, ki omogočajo, ne vem, neko uradno obiskovanje, a ne, saj jaz sem tudi bil na gimnaziji, a ne, pa takrat še nobenega, pa nisem bil prvi, a ne. Skratka, zmeri se da, ampak jaz bi zmeri, in tudi staršem sem zmeri priporočal, oziroma jim nekako rekel, sem rekel, lejte, ja, boriti se za neke rešitve, a ne, ampak vendarle otrok je pa tu in zdaj. In zmeri se najde ta pot. Pa še nekaj bi, pravzaprav to polagam vsem
mogoče sploh mladim slepim, ne. Prej smo se pogovarjali o vključitvi. Jasno je, a ne, moje izkušnje, neštetokrat sem bil zavrnjen. A ne, recimo jaz sem v srednji šoli kot človek, se nekako je tako v tistih občutljivih letih, potem pa tam padeš med 500 deklet, zdaj sem nalaš izpostavil dekleta, kot slep. Ne? In veš, da torej pa tudi fantovska družba in in sploh, ampak jaz zmeraj tako rečem, jutri je nov dan. Ne? In kot sem prej rekel, jaz poznam ogromno slepih, delal sem na rehabilitaciji, ki so preprosto prezgodaj obupali. In potem so se postavili pravzaprav v ta položaj, če svet je gnil, nihče me ne mara in so pravzaprav po domač povedano zafurali svoje življenje. Ne. Jaz zmeraj rečem, ja, zavrnjeni bomo, saj tudi polno čuteči ljudje so zavrnjeni marsikje, ne. In v medsebojnih odnosih, in v službenih odnosih, in ne vem še kje. Jasno, da je slep, to je tisto, kar sem prej hotel poudariti. Ne. Priznajmo si, kar je res, a ne. In včasih so težke preizkušnje. Ampak kot sem rekel, čez eno uro je nova situacija, jutri je nov dan, prihodnji teden je nov teden in sonce pride. In tudi pridejo osebe, pridejo situacije, ko te sprejmejo, ko te objamejo in rečejo, da te imajo radi in življenje je kljub vsemu čudovita reč. Ja, jaz se strinjam z vami do neke mere. Jaz osebno mislim, da ravno zato, ker si ti starš in imaš enega slepega otroka in prideš v šolski sistem, seveda moraš potem plavati s tokom, ker drugega ti ne ostane in to pač tudi narediš in otrok to naredi, dijak pač karkoli, a ne, kdorkoli. Samo jaz sama delam tudi v šoli in vidim, da marsikaj z malo organizacije, boljše organizacije bi se dal zrihtati v momentu. Jaz bi na tej točki samo se opravičila, jaz sem računala uro pa pol. Ja, sej, se Imam opravičujem. naprej delo, Ja, itak, sej tudi jaz, ja. termine, tako da jaz... No, ampak tako je prav, da tudi te stvari naslavljamo, no. Ja, seveda, krasno, jaz bi se samo poslovila na tej točki, se zahvalila vsem, da smo lahko delili tole, da smo, upam, da ustvarjali eno spodbudo za ljudi, ki prihajajo za nami. Če so stale kakršnokoli vprašanje, karkoli, kar bi kdorkoli hotel, kjer se vam zdi, da jaz lahko karkoli še dodatno prispevam, z veseljem me kontaktirajte po mailu, Brigita ima moje podatke, tjasa@tjasakovs.net. Jaz upam, da smo uspeli en kanček pozitive, ja, pa upam, da se srečamo ob kakšni priložnosti. Brigita, hvala za povabilo. Jaz se res opravičujem, ampak ob 8 delam naprej, tako da bi se na tej točki poslovila, pa želim vsem skupaj veliko veselja ob samostojnosti in Ivan, tako kot ste rekli, ja, življenje je lepo, veliko veselja nad življenjem, ki nam je dano. Hvala vsem. Tjaša, hvala vam. Nasvidenje. Lep dan. Srečno, nasvidenje. Srečno. Enako. Jaz imam mogoče še eno misel. Veronika, vi ste rekli, da vas Damjan uči potrpežljivosti, a ne? Jaz mislim, da smo slepi in slabovidni ljudje v resnici izjemno potrpežljivi. Ja. In mogoče je pa malo nepotrpežljivosti nekaj, kar bi bilo vredno, da se tudi mi naučimo, ker smo prevečkrat pripravljeni pristajati na vse. Jaz bi se strinjala z vami, gospa. Res. Ok, ampak mi smo šli že res veliko čez čas, sploh pa še nismo dali ljudem, ki so se nam pridružili, priložnosti, da bi karkoli rekli, se nas karkoli vprašali. Tukaj je danes z nami še kar nekaj tistih, ki so zraven pri Kresničkah in tudi še kdo drug, tako da kljub temu, da smo šli čez čas, povsem razumem vsakega, ki bo se moral posloviti, ampak vseeno želim dati priložnost še ljudem, ki so z nami, da karkoli rečejo ali pa vprašajo tiste gosti, ki bodo še z nami. Je kakšno vprašanje, kakšna misel?
Ok. Potem imam pa jaz ob zaključku današnjega klepeta še nekaj vabil. Danes ste imeli priložnost slišati zgodbe nekaterih kresničk. Na Zvezi društev slepih slabovidnih Slovenije si želimo, da bi se kresničkam pridružilo še več slepih slabovidnih in tudi staršev slepih in slabovidnih otrok. Zato, ker si želimo, da bi z izkušnjami, ki jih imajo kresničke, zmogli odgovoriti na čim širši spekter vseh, ki se na kakršenkoli način srečujejo s slepoto in slabovidnostjo. To je prvo vabilo. Vabljeni torej, da se pridružite kresničkam. To lahko naredite tako, da meni napišete mail, elektronski naslov je brigita.kosi@zveza-slepih.si ali pa pokličete na telefon. Drugo vabilo je, dajte se obrniti na kresničke. Danes smo slišali, dobro bi bilo, da bi bili bolj povezani. Zdaj imamo priložnost za to. Zberite pogum, vse, kar je potrebno, če želite kontakt od kogarkoli od kresničke, da mogoče na spletni strani od Zveze pod rubriko programi, programi za otroke, najdete zgodbe kresničk, potem preberete te zgodbe, vidite, katera oseba vam je po izkušnji najbližje v tistem trenutku, v katerem ste. In pokličete v klicni center na številko 080 47 00 244 ali pa pišete na elektronski naslov klicni.center@zveza-slepih.si in prosite za kontakt te kresničke in ga boste dobili. Tako da postopek je res zelo preprost. Že prej smo pa omenili, da so teli klepeti o samostojnosti pravzaprav uvod v delovanje skupine za starše slepih in slabovidnih otrok, skupine za opolnomočenje staršev. Vse starše, ki jih zanima, kako bo ta skupina delovala, kaj se bo tukaj dogajalo, vabim, da se prijavite na moj mail ali pa me pokličete in se udeležite prvega srečanja te skupine, informativnega srečanja, ki bo 28. februarja. Okrog bo šlo tudi vabilo, tako da informacija bo zelo lahko dostopna, bo tudi na naši spletni strani. Jaz se vsem današnjim gostom res lepo zahvaljujem. Zgodbe, ki ste jih delili z nami, in vaša iskrenost je izjemna in jaz mislim, da je zame velik privilegij, da lahko delam z vami. Vsem, ki ste danes z nami, pa želim en lep večer. Enako. Srečno. Ja, hvala vam, gospa Brigita. Lep pozdrav. Lahko noč vsem. Lahko noč. Lahko noč.